Kaj vse se skriva za mogočnimi zidovi kulturno-zgodovinskih stavb? Eno takšnih smo obiskali v našem glavnem mestu. Arhitekti iz biroja Arhitektura so nekaj starih stanovanj preuredili v sodobne hotelske apartmaje. Pri tem pa niso porušili niti ene stene. Celo okna in vrata so ohranila pozicijo in zgodovinsko pripoved. Zoisova palača v Ljubljani je nastala v drugi polovici 18. stoletja z združitvijo treh starejših hiš. In prvi lastnik tega objekta je bil baron Michelangelo Zois, oče znamenitega Žiga Zoisa, ki je bil velik mecen slovenske kulture. Danes pa je Zoisova palača prenovljena večstanovanjska stavba, v kateri se nahaja tudi hotel. Pa si poglejmo. Naročnik je želel v prostorih, v drugem nadstropju, pa v tem najvišjem nadstropju urediti apartmaje za turiste. Konkretno v tem nadstropju, kjer se zdaj nahajamo, sta bile dve meščanski stanovanji, veliki, in tukaj je želel urediti 8 apartmajev. Zdaj, kako se lotiti takšne naloge? Z nekim spoštovanjem do tistega, kar je nastalo pred nami. In rekli smo, da bi poskušali poseči v prostor, tako kot vljudni gostje, ki pridejo v nek prostor, pripeljejo svojo prtljago, ko odidejo iz prostora, pustijo stvari takšne, kot so bile ob prihodu. No in tudi mi smo rekli, poskušamo zadržati v teh sobanah, v teh prostorih, vse tisto, kar je vrednega, kar je zgodovinskega, se pravi sostavno pohištvo, vidite tukaj okna, vrata, potem parkete, zunanja okna, tudi na stropu smo našli kakšno posikavo. No, ampak kako pa zdaj z temi elementi ravnati, ko več ne služijo današnjemu namenu, kot bi mogli. In mi smo se odločili, da te elemente historične obravnavamo v bistvu kot likovne elemente. Problem je bil, kako seveda infrastrukturno opremiti te prostore za današnje potrebe. Imeli smo samo en odtok za WC-je, in zdaj kako speljati na te razdalji skoraj 30 metrov to kanalizacijo do kopalnic, veliko enega inovativnega dela, če nismo želeli, da bi vse tiste podove, ki so bili porušili, se pravi, kako napeljati elektriko, mi smo jih skrili, tako da vidite, za neko luč, ki poteka, ki potem tudi povezuje v bistvu to razmeroma heterogenost prostora. Vidite, tu so boki, tam so neki kamini, ki smo jih tudi ohranili kot stare. Kako vse to povezati in ta luč kot neka linija nekako uskladi in pomiri vso to heterogenost, to raznolikost. Pri prenovi so se odločili za zadržano, skoraj minimalistično oblikovanje apartmajev. Prostori so izčiščeni in beli. Šele ljudje so tisti, ki vanje prinesejo življenje. Ja, no, kot sem prej omenil, imamo nova vrata, moderna, in potem stara vrata ohranjamo v resnici kot likovni element, in pa zato, če bi se nekdo odločil, da ponovno tukaj naredi meščansko stanovanje, so to potem meščanska vrata. No, potem vsi ostali elementi, rečemo, kopalnica, so vstavljeni v resnici kot eni kubusi, kot ene stavbno pohištvo, ki se ga da potem z lahkoto odstraniti, tako tudi kot mini kuhinja, garderoba. Medtem ko samo pohištvo je narejeno po meri, namreč investicija je bila silno nizka, v njem se skriva v resnici tudi vsa tehnologija, tako da imamo te šare, tehnološke čim manj, tako da so tudi tukaj v sami postelji, ki ima takšno obliko zato, da se lažje prilagaja nepravilnosti zidu, so skrite vse tehnološke naprave, naprimer, da so tukaj lučke, daljinsko uravnavljanje televizije in podobno. Po tem apartmaju smo uredili še en apartma, se pravi, tam smo enostavno ohranili vse sobe v podobi, kot so bile. Tudi oprema je malo hipsterska, se pravi,
Zadržali smo tisto, kar smo našli v prostoru od prejšnjega lastnika, neko stilno pohištvo, dodalo se je novo. Malo tako bi rekel, ena angleška ležernost, uležanost, ki pa zopet odgovarja nekim gostom. Zanimivo je, da za ta izčiščen del se pogosto odločajo starejši ljudje, ker hočejo pokazati, da so še vedno mladi. Mladi pa grejo bolj v hipsterskega. To je paradoks, ki ga tudi nekako arhitekti nismo niti še mogoče zaznali. Profesor Gabrijelčič je kot arhitekt sodeloval tudi pri projektiranju številnih mostov. O največjem, skoraj kilometer dolgem mostu čez Savo v Beogradu so tuji novinarji posneli celo dokumentarni film za Discovery. Najmanjšega, Ribjo brv, ki povezuje bregova Ljubljanice, pa lahko prebivalci in obiskovalci prestolnice prehodijo ob raziskovanju starega mestnega jedra. Spomeniško varstvo, pa tudi moje osebno mnenje, je bilo to, da naj bi bil ta most malo manj prisoten v prostoru, da naj ne bi konkuriral za formo Plečnikovim stvaritvam, pa tudi ostalemu ambientu, ki je že itak nasičen za dobro arhitekturo. No, na ta način je nastala ta rešitev, zelo inovativna, razpon 25 metrov, debelina bi mogla biti vsaj 1/10, se pravi okoli 2 metra, da bo ta most. Mi smo uspeli to spraviti na 45 cm, 50 cm, zato ker je bila tudi pogoj spomeniško-varstvene službe, da mi s konstrukcijo zakrijemo loka od makalonce. Ograje so steklene, zato da omogočajo vse razglede po reki, in pa ta široka polica, pod katero je luč, ki osvetljuje samo tla, tako da lahko vidiš, rečemo, osvetljen grad ali pa zvezde po noči, malo romantike, da ti ne blišči neka ulična svetilka v oči. Čeprav je majhen objekt, je rezultat enega skupnega sodelovanja s temi kolegi iz Pontinga, 25-letnega, skoraj 30-letnega, in v njem je skrito ogromno enega tudi inženirskega znanja. Kljub trenutnemu zatišju v gradbeništvu v slovenskem prostoru je dekan Fakultete za arhitekturo prepričan, da se za prihodnost mladih arhitektov ni treba bati. Mi se moramo pač naučiti, da ne samo v našem poklicu, v vseh poklicih je treba delo iskati. Naši študenti so za to usposobljeni. Imamo mednarodno registriran program, ki omogoča našim študentom, da vsaj v Evropi prihajajo brez kakršnega koli dodatnega dokumenta kjerkoli, v katerokoli državo in tam delujejo. Seveda zdaj, ali se ti za delom seliš, ali pa danes v dobi interneta enostavno ti imaš svoj domicil in delaš pravzaprav za cel svet. Vrnimo se k hotelu Galerija River. Po ogledu minimalistično opremljenih sob nas je lastnica popeljala po apartmajih, ki jih preveva hipsterski duh. To je to. Gospa Ana, vidim, da ste zelo temeljito prenovili vse te prostore v hotelu. A je bil razlog predvsem zaradi dotrajnosti objekta ali zgolj zaradi dosega, ne vem, estetske vrednosti hotela, vašega dizajna in tako naprej? Kombinacija oboje. Mi smo začeli prvo s tisto enoto gor, torej tam, ker je vse zelo minimalističen, vse je bilo. Tam smo združili 2 stanovanja v enem velikem prostoru. Mi smo probali res ohraniti vse, kar je bilo in samo dodajati, kjer je bilo potrebno. Hoteli smo doseči neki res en nivo, da so lepe prostori, da so tudi udobni. In na to smo se še lotili lani, ta projekt tukaj, kjer smo želeli čisto drugačen approach, torej da so stvari bolj tople, da so neke starinske predmete. No, ravno to se mi zdi, da ste bistveno več nekega Zoisovega duha ujeli s to opremo oziroma s tem pristopom. Je res. Pač imamo tukaj v tej stanovanje, apartmaje, imamo prav originalne stvari, ki bomo pa tudi lahko
A ogledali. tale peč, je to kaj še originalno ali ne? To je bilo. Aha, se pravi, To je tega se bilo. niste dotikali. In mi sploh nismo želeli ničesar, kar je originalno, se dotikati. Mi smo kupili ta stanovanje od ljudi, ki so bili tukaj prej. In gospa je imela recimo kot dota en kup take zelo lepe predmete, starinske, zelo lepo ohranjeni. In kot smo tisti videli, smo takoj rekli, to vam moramo ukomponirati, ker paše v ta koncept, ta zgodba, ne, ki smo hoteli povedati. In smo probali čim več res uporabiti te starinske zgodovinske elemente noter. Ja, in to je kaj, ta skrinja? Molilnica. A molilnica je Ja, to? tu se odpre, lepo dajete tukaj ta pisonček in lahko se posvetiš. Vse slike, ki so tukaj spodaj, so od Ljubljane in so od te naša promenada. Vi ste fotografinja, je ta fotografija vaša? Ja, je moja. Je? To je- Ampak ta mora biti tudi že starinska, glede na to, da v Ljubljani že dolgo ni bilo toliko snega, kot je videti na tej fotografiji. Ene 4 leta mogoče nazaj, 4 nekaj leta, takega. ja, to so bili še lepi In časi. to je prav naša promenada in na koncu je Zoisova palača, tako da naša hiša se vidi. Ana je rojena v Braziliji, vendar ima po očetu slovenske korenine. Sprva ni razmišljala o selitvi v Slovenijo, kasneje pa sta jo ljubezen in delo pripeljala v Ljubljano. Nekaj brazilskega je prinesla s seboj tudi v hotel. Sigurno je že temperament naš Vašo energijo čutim posod, to vsekakor. prisoten. Bi rekla, da imamo kombinacijo, ne? Da je ta starinski Zoisov duh, upamo tudi, da je povsod, ker je to bila absolutna izjemna oseba. Ime na sob je Porož, ampak vedno po portugalsko, tako da sobe imajo brazilskih imen in to mi daje nek domač občutek.